Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo z našo serijo krajših epizod, kjer strokovnjaki iščemo nasvet, kam zdaj z denarjem. Slišali ste že dva naša strokovnjaka, Tilna Šarlaha v prejšnji epizodi in v prvi epizodi Blaža Hribarja. Slišali ste popolnoma različna mnenja. In tudi danes v tej epizodi gostimo zanimivega sogovornika, in sicer Luka Gubo je z nami, ki ga na MoneyHow še nismo gostili. Luka poznam že zelo dolgo časa, še iz časa, ko je bil upravljalec premoženja, finančni analitik in še kaj. Zdaj pa je izvršni direktor borzno-posredniške družbe Equito. Luka, na vprašanje, kam zdaj s 100.000 za obdobje 3 let, naj vas še enkrat spomnim, to je vprašanje, ki ga na MoneyHow dobivamo precej pogosto v zadnjem času. Očitno naši poslušalci in gledalci imajo nekaj 10.000 ali 100.000 na strani in se zdaj sprašujejo, kaj je z tem denarjem. No, Luka, se mi zdi, da se v odgovoru vrača v teorijo oziroma k nekim osnovam in najprej izloči neprimerne naložbe. Pravi, da bi najprej izločil seveda nepremičnine, tudi delnice, za katere pravi, da imajo tam 15-letni horizont oziroma ročnost. Zanimivo, Bitcoin, za katerega pravi, da je to 40-letni inštrument ob upoštevanju seveda tveganja in volatilnosti. To pa je popolnoma drugačno razmišljanje od našega sogovornika v prejšnji epizodi Tilna Šarlaha. Če se niste poslušali tisto epizodo, predlagam, da si poslušate, ker je kar zanimivo razložil Tilan, ki je v bistvu malo bolj traderski tip vlagatelja. No, kaj še povedal? Ja, se pravi za neke investicije, ki so, da bi investiral v neke naložbe, ki so hitro likvidne. Tukaj konkretno sem ga tudi vprašala, glede na to, da je predlagal obveznico, katero obveznico, s kakšno ročnostjo, tako da tudi tukaj se malce dotakneva tega pogleda njegovega. Toliko z moje strani, zdaj pa predlagam, da kar prisluhnemo Lukatu, ki nam bo povedal, kako bi on investiral 100.000 za obdobje 3 let. No, Luka Gubo, mi da bova pa danes pogledala, kam s 100.000. Na LinkedInu sem objavila anketo. Mislim, da so dosti take klasične naložbe, ko govorimo o 100.000, ki bi jih investirali za 3-letno obdobje. Kako bi pa recimo ti investiral 100.000 za obdobje 3 let? Ja, v bistvu en koncept je v financah, ki ga tudi banke bi nekako morale upoštevati, in to je nekako, da se usklajuje, rečemo temu, vir financiranja za samo naložbo. In v tem primeru, če razmišljamo o recimo bančni bilanci, uporabljajo pač banke vir financiranja recimo depozite, ki so kratkoročne narave, zato da financirajo recimo neke dolgoročne naložbe. In tukaj potem nastaja pač nesorazmerje. Zato morajo tudi banke pač uporabiti dolgoročnejše vire financiranja in pač recimo lahko izdajo neko dolgoročno obveznico in s tem nekako imajo bilanco uravnovešeno. In zdaj, če ta koncept vzamemo na vidik osebnih financ, je ista logika. Zdaj, če je potreba po denarju čez 3 leta, se pravi to neka 3-letna obveznost, ki nastane čez 3 leta, na drugi strani moramo imeti naložbo, ki je temu primerna. Se pravi, moramo pač naložbo zbrati na tak način, ki seveda ni pač preveč tvegana, ki jo lahko hitro tudi likvidiramo v tistem scenariju, tako da recimo neke nepremičnine niso najbolj primerne. Tudi recimo delnice niso primerne, zato ker če gremo pač preverjati tveganje in tako imen duration in samo volatilnost in tako naprej, ugotovimo, da so delnice recimo 15 do 20 letni inštrument. Recimo Bitcoin je recimo nekje ocenjena 40-letni inštrument, glede na vso tveganje in volatilnost. In če pa pogledamo obveznice, je pa zelo simpel. V obveznici pač pogledamo, kakšna je dospelost in hitro ugotovimo, pač katera je smiselna za nek investicijski horizont. Tako da v tem primeru 100.000 za 3 leta bi šel v pač 3-letne obveznice in simple as that. Ok, katero pa? Si mogoče kaj gledal? Državno, slovensko, mogoče kakšno drugo? Podjetniško? Ja, tu je pa zdaj ogromno enih možnosti.
čist je tudi malo na tem, kaj želim zdaj v tem obdobju, kaj se zgodi, katera so ta tveganja, ki sem jih pripravljen prevzeti. Recimo podjetniške obveznice znajo biti zanimive, ampak če gledamo trenutno ameriške, je ta spread, se pravi razlika med donosnostjo med podjetniškimi in pa državnimi, je zelo, zelo, zelo nizka. Se pravi, ti spreadi so zelo stisnjeni in v primeru, da pride do pač neke krize ali pa karkoli lahko poskoči, ampak seveda, če imamo nek portfelj različnih obveznic, katere pač kupimo skozi nek ETF, se potem to lahko tveganje precej zmanjša. Ampak če bi sam šel v to, bi bolj gledal pač državne obveznice, zato ker so temeljne obrestne mere tudi više, ali bi zdaj šel v eno posamezno obveznico, katero res pač kupiš, ne vem, tudi slovensko in držiš do dospetja, je še najbolj straightforward, najbolj enostavno iz vidika tega ne rabiš razmišljati, je pač ko dospe, dobiš tiste sredstva nazaj. Ker če greš pa skozi ETF, ne skozi pač sklad, ki kotira na borzi, oni pa imajo cel čas dospetje 3 leta. Se pravi, so različni, no? Recimo eni so bolj kratkoročne narave v smislu, da so od 0 do 1 leta, pa od 1 do 2 in tako naprej, ampak oni imajo tudi čez 2 leta, bo še vedno imel portfelj sestavljen na tak način, da bodo spet 3-letno. Teda takrat je pa pol treba pač prodati oziroma zmanjšati izpostavljenost, kar je malo več dela. Teda, da poenostavim, najbolj straightforward naložba je potem, kar recimo slovenska 3-letna obveznica, jo držim pač do dospetja, ko dospe dobim pač sredstva nazaj in stvar rešena. Ja, kaj pa recimo zlato, plemenite kovine, tukaj so se kar precej ljudje odločili tudi za to. Kako pa ti gledaš na plemenite kovine? Čisto isto lahko v logiko uporabimo. Se pravi, pogledamo samo volatilnost in iz nje nekako ocenimo, kak je ta duration samega tega instrumenta. In recimo zlato in recimo srebro še tukaj bolj, to so kar dolgoročni instrumenti. Se pravi, to je spet ranga 20 let. Se pravi, če moj investicijski horizont dolgoročen, potem ima recimo zlato in ostale plemenite kovine in pa surovine imajo pač neko vlogo v portfelju. Vse, kar je tako kratko obdobje, 1 leto, 2, je karkoli dodajamo teh dolgoročnih instrumentov noter, če jih že dodajamo čisto ok, ampak morajo predstavljati res manjši delež portfelja. Omenil si Bitcoin 40-letno duration, ne, se pravi, oziroma neka ročnost. Mogoče lahko pojasniš, zdaj to je relativno nov, recimo naložben razred kripto, komaj od 2009 obstaja, res da se zelo veliko dogaja in pospešeno razvija. Ja, mislim, ta duration izhaja iz koncepta iz obveznic, ne, se pravi, ker v bistvu pogledaš, kakšen je vpliv spremembe ene odstotne točke same obveznice, koliko se bo spremenila cena. In recimo, če vzamemo neko 30-letno obveznico, duration takšne obveznice bo ranga, 20 efektivno odstotkov. Spravi, za vsak odstotek spremembe obrestne mere bo pač sprememba cene te obveznice pač takšna. V primeru, 3-letne je pač zelo blizu 3 odstotkov. Spravi, 1 odstotek spremembe je 3 odstotke spremembe same cene. Če pa podoben koncept probamo aplicirati še na ostale pač finančne inštrumente, pač pri delnicah lahko nekako uporabimo isto logiko za dividendami, so pa tudi neki matematični rečemo temu izračuni ali pa da se vsaj približno poskusi oceniti glede na volatilnost inštrumentov, kakšna bi bila pač ta vrednost duration za ostale pač naložbene razrede, ki nimajo teh cash flow, ki ne izplačujejo ali dividend ali obresti, tako je pač so surovine, tako je Bitcoin in tako naprej. Pa v bistvu ugotovimo, da je pa recimo za Bitcoin ta duration zelo dolg. In pač najbolj enostavna logika tega preračuna je to, da če imaš tako dolg investicijski horizont, potem lahko si pač izpostavljen do tega naložbenega razreda pač malo bolj. Če imaš pa precej krajši investicijski horizont, potem pa pač ta naložba ne paše z nekim večjim deležem noter v portfelju. A se ti zdi potem investiranje v Bitcoin in druge kriptovalute visoko tvegano, se pravi, se bi tukaj izpostavil z manjšim, večjim deležem portfelja? Definitivno z manjšim, kakorkoli gledamo, je to iz vidika vrednosti celotne tržne kapitalizacije v primerjavi z vsemi ostalimi naložbenimi razredi, je to zelo majhen delež. In obstaja tudi ten koncept investiranja, kjer rečeš, ok, hočem imeti
tržni portfelj in vzameš vse finančne naložbe, ki obstajajo na svetu in jih kupiš. Ne, to zdaj dejansko lahko naredimo skozi različne ETF-e, ampak jih kupiš v razmerju, ki predstavljajo celoten globalni finančni tržno kapitalizacijo na vseh trgih. Ne. In če bi na tak način strukturiral portfelj, bi pač kriptovalute predstavljale, mislim, da manj kot 1% vsega skupaj. Ne. In zdaj, če hočeš pa biti drugačen, kot je pa celoten trg, to pa lahko pač prilagajaš in odstopaš od tega. No, ampak iz 1%, če je ta tržna kapitalizacija oziroma ta delež, ne vem, če najbolj smiselno zdaj to spraviti na 50% portfelja. Ne. Pa tudi glede na volatilnost, glede na nihanje same cene iz pač dneva v dan, mesec v mesec in leto v leto, je lahko to zelo, zelo tvegana naložba. Ampak seveda je pa logika v tem, zakaj to vsi z veseljem spremljajo, pa zato, ker ima pa pač ta potencial, da isto kot da pade zdaj za 50%, ali gre pa gor za 100 ali pa za 200. Ne? In to je pač tisti gamble, za katerega se nekako vsi odločajo. Nažalost pa ne moramo vedeti, kje je neka fundamentalna vrednost Bitcoina. Ne? Ker če mi zdaj rečeš, Luka, čez eno leto bo cena Bitcoina, ne vem, 6,000, ali mi pa rečeš, bo 250,000, kaj se oboje ti lahko verjamem. No, tehnično gledano, glede na to, da smo po halvingu, eno leto po halvingu, smo imeli kar bikovsko rast na kriptotrgih. Tako da nekateri špekulirajo, da bo šlo za 100-200% gor, ampak tukaj ni nobenih garancij. Tako da bomo videli, kje bomo čez eno leto. Odlično, najlepša hvala za super debato. Hvala enako. Tako, slišali smo mnenje Luka. Je kar, se mi zdi, da zelo lepo pojasnil, kako bi se odločil za investicijo. Jutri oziroma pojutrišnjem en dan bomo malce preskočili, da vas ne utrudimo prav preveč s temi epizodami, čeprav ste mi odgovorili na Discordu, da so vam te krajši formati všeč na poti v službo, iz službe, tako da teh 15-20 minut očitno nekaterim ustreza. Potem se slišimo ne v četrtek, ampak v petek z sogovornikom, ki pa naj ostane tokrat skrivnost. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.